Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci, veselim se, da sem spet lahko tukaj, čeprav mi ta tematika ni lahka. Ni tako veliko tem, pri katerih lahko dobimo rdečico. Če bomo vsi malce zardeli, je to sicer dobro znamenje. In hkrati je to zelo občutljiva tema, pornografija, pornoepidemija. In to gre zelo globoko. Gre za skrivno, čudno in nerodno tematiko. Seksualnost, mi je nekdo nekoč rekel, da je to najpomembnejša obstranska stvar na svetu. Najpomembnejša obstranska stvar. V Bibliji je to tudi zelo poudarjeno, seksualnost, da je pravilno predstavljena kot nek dar od Boga. Dostikrat se tu jemlje tudi kot prispodoba odnosa človeka in Boga. Svet, odnos med moškim in žensko, je prispodoba za ljubezen, za dobroto Boga do človeka. In če gre za čisto seksualnost, potem je to nekaj, kar nekoga osrečuje. Sprošča se oksitocin, hormon v možganih, ki ljudi zveže skupaj. Ja, res je, gre za motivacijo, ki tudi mlade veže skupaj, nič ni narobe s tem. Tu je dano od Boga v srce, da je mož fasciniran nad lepoto ženske. Salomon piše, da mu je bilo veselje prebivati pri otrocih človeških, sprav pri ženskah. In potem piše žene nad ženami in ženami. Začel je zbirati. Ni bila več samo ena žena, tako kot je opisano v visoki pesmi, ker je bil navdušen na to eno žensko, na to čudovito žensko. In je tam uporabljal izraze, ki so tudi erotične, ker ne gre samo za duhovno ljubezen, tudi za telesno ljubezen. Ampak kar naenkrat mu to ni bilo več najpomembnejša obstranska stvar na svetu, ampak se je vse skupaj sprevertiralo. Začel je zbirati ženske. Preko žensk. In to je pornografija. Ne gre za seksualnost. Gre za perverzijo originalne misli od Boga, svetih misli od Boga, ki jih je imel z nami. In iz tega naj bi prišli sadovi. Otroci, ki so ljubljeni, zdaj, ker prihajajo od staršev, ki jih ljubijo, v duhu, duši in telesu. Gre za epidemijo. In ta je že od vekomaj obstaja. Ampak se je v teh zadnjih časih nekako eksplodirala, v zadnjih 10-15 letih. Eksponencialno je to naraslo. Povezana je tudi s tehnologijo, je povezana tudi z visokopretočnim internetom, ima tudi veze z vse prisotnostjo teh reči, pornografije na naših telefonih, recimo. Ta epidemija je dosegla razsežnost, da tako svet kot znanstveniki, učitelji in zdravniki pravijo nam, naj se zbudimo. Imamo otroke in mladostnike in odrasle, ki niso več čisto pripravi v glavi, ki svojega življenja ne more več kontrolirati. In vplivi vsega tega so povsod vidni. Veliko raziskav je bilo narejenih na tem področju in vedno bolj intenzivno to raziskujejo. Ta epidemija gre čez vse sloje, čez vse življenjska obdobja, čez vse družbene sloje, čez vse religije. Budisti, muslimani, kristjani, vsi imajo problem. Nekoč sem bral krščanski časopis, pismo bralcev je bilo not, kjer je nekdo napisal, anonimno, ko je umrl moj oče, v visoki starosti, sem šel v njegov stanovanje, da bi stvari pospravil in zraven postelje je bil iPad, tablica. In hitro sem odkril password. Sem mislil, morda pa lahko uporabim še to tablico. Potem sem bil pa šokiran. Na tablici so bile spletne strani. Mnoge spletne strani z hardcore pornografijo. Je šlo tukaj za nekega perverzneža, starca? Ne, šlo je za človeka z zelo visokimi, najvišjimi vrednotami, predstavami. Človek, ki se je vedno dokazoval, bil na vodilnih pozicijah, bil odgovoren za vzgojo ljudi. Poznan je bil za njegovo dobrosrčnost, ker je vedno pomagal, vse posod. Nihče se nikoli ne bi mislil, da je bil odvisnež. Ampak to se začne že veliko prej. To niso samo te
mladeniči, ki zaradi hormonov imajo probleme, pravijo in statistika piše, da celo krščanske cerkve, skupnosti, da je prvi kontakt z pornografijo v povprečju dobijo otroci pri 11 letih. To pomeni povprečje. To pomeni, da so tudi otroci pri 6 letih. Včasih sem predaval predavanja za učitelje in učiteljice in učiteljice so vedno prišle k meni in so rekle, otroci v šoli, za katere skrbim, ki imajo pameten telefon, imajo pornografijo na telefonu. S 14 leti ima že 94% mladih že videlo pornografijo. 76% mladih kristjanov, 18 do 24 letnikov išče aktivno pornografske strani. In to se sedaj še razdeli, da je 80% moških in 60% žensk. Torej ni samo problem za moške to. Bile so tudi raziskave v Nemčiji, v Max Planck inštitutu, so naredili študijo, kakšen učinek ima to na človeka. Tako šokirani so bili, da so to študijo imenovali tvoji možgani na pornografiji. Možgane so raziskovali. Kaj se v bistvu zgodi v možganih? In rad bi samo skiciral. Rekli so, da se glavne reči dogajajo tukaj v centralnem delu možganov, tako imenovan center za nagrajevanje. Obstaja nucleus accumbens, amigdala in tudi hipotalamus tukaj v steblu in potem še prednji reženj. In tukaj so še take vezi, ki to zgleda, to so triatum, kar vse v bistvu povezuje. Prednji reženj, tam, kjer imamo v bistvu našo vest. Tam je tudi to, kar lahko predvidevamo, kaj se dogaja z našim dogajanjem. Tukaj imamo našo voljo. Tudi to, kar se tiče našega značaja. Kako obvladujemo naše čustva. In v tem področju, torej ta nagradni center, tukaj se izločajo hormoni, ki nas na to tudi spodbujajo. Videli so, da predvsem pri pornografiji je to zelo aktivno in to tukaj hormon dopamin. Dopamin je sedaj nekak naš motivacijski hormon, ki nas nekako vodi k temu, da nekaj počnemo. Če recimo mlad moški vidi žensko brez oblačil, potem dobi nagnjenje, da se ji približa. To je globoko v nas. To je zanimanje na drugem spolu. Pri pornografiji pa je problem, da je tukaj lahko vidimo vsak dan nekaj novega. Ne gre za samo eno žensko, na kateri imamo interes. Tudi ne gre za žensko, kateri se lahko približamo. Gre za dvodimenzionalno stvar. Tukaj pa nastane to, da se vedno znova izloča dopamin kot neka predveselje za nekaj, česar ne moremo dobiti. In zaradi tega in s tem se potem kasneje, kar logično sledi temu, se pravi seks, potem se izloči tudi majhna količina opioida. To ni primerljivo tem, če se drogiramo z drogo, ampak to človeku daje občutek miru. Otrok je potešen, če bi tako povedali. Odnos je utrjen. To je moja žena, to je moj mož, skupaj sva bila. To nam da občutek miru. In potem smo tudi srečni in lahko tudi nekaj časa potrpimo. Če se pa to ne zgodi, potem pa pride do začaranega kroga. Dopamin, dopamin, dopamin. Potem postanemo odvisni. To je ta izkušnja, ki jo danes znanstveniki tudi vidijo, da so stvari drugačne kot pred 50 leti, ko so ljudje še zbirali magazine, časopise, ker je bilo to naporno. Ko ni šlo za video, ki se premikajo, slike. Ampak se je bilo treba revije kupiti, narodno je bilo, skrivati se je bilo treba. Danes pa to gre prelahko s pametnim telefonom. In gre za neskončno zalogo pornografije, moških in žensk, ki so vzburljivi. In tako so spremljali, da ta struktura zaradi preobremenjenosti, da se ta struktura zmanjša.
torej nagradni center. Torej celice, ki proizvajajo dopamin, v enem trenutku rečejo, to je preveč, zastrupljamo se, torej se iztrošijo in se razgradijo. Tudi prednji režen v nekem trenutku reče, da je preveč utrujen in začne razkrajati. In nagrajevalni center se tudi iztroši. Na začetku se vedno začne z preobčutljivostjo, torej človek se nekako kondicionira na to draženje in vedno več to konzumira. Kasneje pa to zbledi, otopi. Opazovali so potem tudi znanstveniki, da danes že mladi ljudje tudi ne zmorejo več. Na začetku so preveč vzburjeni, na začetku pride do tako imenovane hiperseksualnosti, kasneje pa pride do aseksualnosti. Torej, ko so nekoč ljudje imeli probleme morda pri srednjih letih 50-ih, imajo danes mladi moški, mlade ženske. 18-letniki, ki pravijo, da ne zmorejo več in da so impotentni. Sedaj imam prijateljico mojega življenja, ljubim jo nad vse, najlepša, ki si jo lahko predstavljam, ampak ne zmorem. In punca mi pravi, sedaj imam princa, ki sem ga našla, in nič ne čutim do njega. Rada bi, ampak ne gre, ker so možgani se razštelali. Ne deluje več, hormoni se ne izločajo več. Vemo, da ima dopamin tudi druge učinke, naprimer pri učenju. Torej, če mi primanjkuje dopamina, se ne morem niti dobro učiti. Zato pa tudi ljudje pravijo, da imajo meglo v glavi, da so malce zamegljeni. Dopamin, ta sistem ima veze tudi z tem našim dobrebitjem. Mladi, ki so odvisni, imajo pomanjšan del možganov in zaradi tega lahko postanejo depresivni. In ta depresija lahko gre tako daleč, da pride da razmišljajo o samomoru. Slišijo glasove, ki jim pravijo, nič ni iz tebe, nič ne bo iz tebe, ubij se. Sami sebe preklinjajo. To bom sicer tudi kasneje povedal, ampak ima veze s tem, da se v bistvu naši možgani sami sebe uničujejo. Do neke določene mere se zmanjšajo. Ta siva substanca v možganih se zmanjša. Dramatično je pa to za otroke po 12 leti, če so že počnejo te stvari, potem imajo veliko nevarnost, da bo imeli kronične depresije celo življenje. Tudi nagnjeni so k samomoru. Samomori so se dramatično povečali pri mladostnikih in otrocih. Menim, da ima ta tema zelo močno veze s tem. Tudi drugi faktori so, ampak to je en faktor. Če zgodaj pričnemo s tem, v času, kjer se ta center šele razvija za nagrajevanje, bodo celo življenje imeli ta občutek, da je edina stvar, ki jih osrečuje, v bistvu pornografija. In res je tudi njihova izkušnja, da preproste stvari v življenju, narava, igranje, prijatelji, te preproste reči, ki jih otroci potrebujejo, da so srečni, da se jih to ne dotakne, ker so bili že zgodaj zaznamovani za temi ekstremnimi dražljaji, ki sploh niso za njih, niti za odrasle. Še toliko manj za otroke. Posledica tega je fenomen, ki se kaže tudi v tem, da se mladi vedno bolj zavlečejo nazaj k sebi. Torej ne pride do tega, da zdaj, ko so vzburjeni, zdaj pa potrebujem prijateljico. Ne, umaknejo se. Samotni postanejo, sramujejo se. In na sebi doživljajo to, da otopijo. Bojijo se imeti tudi odnos, ker se bojijo, da ne bo delovalo v odnosu. In tako imamo vedno več samotnih posameznikov, ki si sicer želijo, ampak se bojijo odnosa, ker so doživeli to travmo s stotimi in tisočimi slikami ekstremnih, perverznih scen. Raziskave kažejo tudi, da nekdo, ki postane odvisen, postaje vedno bolj ekstremen. Problem tu je tudi to, da če se dopamin ne sprošča več v normalni ravni, potem potrebuje vedno močnejše rajce. Torej iz lahke pornografije na trdo pornografijo, z normalnega seksa
pride do nasilja, zlorabe otrok. In dokazano je tudi, predvsem otroci, ki že zgodaj začnejo s tem in da ko dorastejo, da je nevarnost zelo velika, da postanejo agresivni napram ženskam. Bolj so nagnjeni temu, da verujejo ta mitos o posilstvu. Torej ženske, ki so posiljene, da dejansko to tudi želijo. Če rečejo ne, mislijo ja in podobno. In če jokajo in kričijo, potem je to zato, da bi moškim pokazali, da jim je všeč bolečina. Ta mit prihaja iz pornografije, torej konzumiranje tega. Vprašali so zakonske svetovalce v Ameriki, kaj menite, kaj je glavni vzrok za ločitve. Rekli so, 60% ločitev ima veze s to temo. Zakaj je temu tako? Vse zbledi in pervertira, pokvari. In če v zakon prinesemo pornografijo, potem zgubimo zaupanje. Ženska zelo hitro čuti, da je samo še prostitutka. In naj bi izvajala to, kar drugi na pornografiji kažejo. Nekatere zakonske svetovalce ne razumem. Slišal sem že, da se imenujejo to kristjani, da če ne gre več v zakonu, potem skupaj gleda pornografijo. To je najbolj neumno, kar bi lahko storili. Ampak to res obstaja. Ampak to bo vaš zakon uničilo. Ker uničuje možgane, ker uničuje ljubezen, ker se oksitocin ne bo več sproščal, ampak so zmerili, da se začnejo sproščati stresni hormoni. In potem je tega potrebno vedno več in več. In nikakršna ženska in nikakršni moški na svetu tega ne more dostaviti, kar perverzija zahteva. Niti približno. Zato pa sedaj tudi apel za očete. Če vidite, da vaše hčerke imajo fante in razmišljajo o tem, da bi se poročile, poizvedite, ali je moški odvisen od pornografije. Ne poročite hčerke z nekom, ki je odvisen od pornografije. Ali pa ti, mlada ženska, če imaš take misli, sej ni preprosto nekoga najti, se vem. Tukaj piše, 76% ljudi išče in 40% mladih pravi, da so že odvisni, to potem res ni lahko najti nekoga. Ampak to je treba prej razčistiti. Vprašajte tistega, kako je s tem. Ni dovolj, če reče, ja, bojujem se s tem problemom. Reči more, premagal bom ta problem. Bojeval se bom do zmage. Do tega se bomo še vrnili. Še ena dimenzija je tukaj. Za začetek smo imeli tisto besedilo iz Ezekiela poglavja 8. Preberimo ga še enkrat. Ezekiel 8. Vrstica 12. Še malce prej bomo prebrali. Preroku Bog reče, vrstica 8. Tedaj mi veli, si človeči, prederi zid in prederem zid in vidim duri in mi reče, vstopi in poglej prehudobne gnusobe, ki jih tu delajo. In stopim noter in vidim in glej, mnogotere podobe, grde laznine in zverjadi in vsi ostudni maliki hiše Izraelove, naslikani krov in krog po steni. Kaj je bilo narisano na steni? Ne samo živali, ampak tudi živalske stvari. Izkopanine so pokazale, da so pogani bili odvisni od pornografije. Čaščenje malikov je šlo pri tem vedno tudi za tempelsko prostitucijo, ker je to ljudi privabilo. To je bilo tisto, kar je fasciniralo. Zato je bilo čaščenje malikov vedno povezano z pornografijo. Torej, kaj so te voditelji v Izraelu videli, so bili zidovi polni pornografskih prispodob. To danes sploh ni več težko z pametnim telefonom, ampak to je problem že od vekomaj. In to je čaščenje malikov. Malikovanje. Vsakič, ko tratimo čas, energijo,
ko morda svoje zdravje predamo za to, damo na igro, na kocko tudi naš zakon, naš dobre ime. Potem služimo malikom. In služiti malikom nas tudi dela odvisne. Pavel piše o tem, da nas je z močjo pritegnilo k malikom. V 1. Korinčanih 10:20 tam vse skupaj dobi še eno bolj nevarno dimenzijo. 1. Korinčanom 10. Piše o tem malikovanju, služenju malikom. Nikakor, temveč kar žrtvujejo pogani, da žrtvujejo zlim duhovom in ne Bogu. Nočem pa, da bodete vi deležniki zli duhov. Torej vrstica 20. Vrstica 20. Pornografija odpira vaše možgane za demone. To so tisti nečisti duhovi, ki jih je Jezus vedno izganjal. Veliko reči je, ki naše možgane naredi odprte za te reči, tudi droge. Pornografija pa je številka 1, vedno znova je to tukaj omenjeno v Svetem pismu. Nečisti duhovi, ki z malikovanjem jih povabimo k sebi. Nekoč sem govoril z mladeničem, ki je bil odvisen, ni želel pustiti tega, dokler mu nisem rekel, prijatelj, se zavedaš, da če si gledaš te reči, greš domov k svoji ženi, otrokom, potem seboj prineseš demone. In potem mu je postalo jasno, srce se mu je odprlo, jokal je, ker se je zavedal, da greh ni samo na sebi, ampak zbiram tudi okoli sebe demone. Žene to zaznajo. Obstajajo ženske, ki pravijo, ta fant je nekako creepy, čuden. In to je to, ko nekateri ljudje tako atmosfero izžarevajo. In občutljivi ljudje to čutijo in si potem rečejo, ne, s tem pa ne gremo od nas. Mladi, če želite imeti čist odnos, ti nečisti duhovi morajo iti stran. Osvoboditi se morate z Jezusom. On vas lahko osvobodi. Ne gre samo za tebe osebnost. Ima tudi učinek na ostale okoli tebe. Jezus pa je močnejši. Samo ena vrstica je od Ellen White, kjer cerkev spaja skupaj z izrazom Babilon. In ne gre za to, da za ekumeno ali pa za nauk o svetem duhu, trojedini Bog ali kaj podobnega, ampak govori, piše pismo generalni konferenci in pravi, poskrbeti morate za pridigarja, ki živi v prešuštvu. Če tega ne boste storili, če te teme ne boste nagovorili, lahko cerkev postane babilonska sestra, ki je polna nečistih duhov. To je tema, ki se tiče tudi nas in veliko ima veze tudi s pripravo na končni čas. Razodetje govori temu. Piše, da tisti, ki prešuštvujejo, ne bodo prišli na novo zemljo in tam piše porneja. Beseda. Demoni pa pričenjajo lagati. Pogovarjal sem se nekoč z nekom, ki je jokal, ker je njegove življenje bilo tako raztreseno, kaotično. Res je trpel zaradi tega. In potem sem ga nekoč vprašal, kako pa je z pornografijo. Ja, to je problem. Vprašal sem ga, si pripravljen to spustiti? Rekel, to pa ne morem. To je edino, kar me osrečuje. Trpel je do skrajnosti, vse je izgubil, prijatelje, prijateljico, družino, vse je uničil. Ampak ni mogel spustiti, ker se demoni laže in mu rečejo, to je del tebe. Brez tega ne moreš biti srečen. To je prva stvar. In druga stvar, ne zmoreš. Poglej, koliko krat si že probal. To je v tvojih genih. To je naravna zakonitost. Tega ne moreš premagati. Moliš lahko, kar češ, tokrat lahko probaš, kar češ. Tudi bral si Biblijo in vse, in se je kaj spremenil.
To so laži demonov. In tega se moramo zavedati. Ne gre se samo za bolezen možganov, ampak so tudi druge sile, ki tukaj delujejo. Jezus pa je močnejši. On je demone pregnal. Poslal jih je v prašiče. Okovja in verige je on odprl. Tiste obsedene je popolnoma rešil. In tudi to je nam na voljo. V drugem delu bi rad dal nekaj nasvetov, kako lahko ljudem pomagamo, morda nam samim ali pa drugim, da bi bila zmaga možna. Matej 5, misli zgore blagrov. Jezus se ni bal govoriti resnice. In rekel je Matej 5, 27 do 30. Slišali ste, da je rečeno starim, ne prešuštvuj, a jaz pa vam pravim, da vsakdor pogleda ženo, da si jo poželi, je že prešuštvoval z njo v srcu svojem. Če te pa desno tvoje oko pohujšuje, izderi ga in vrzi od sebe. Kaj ti bolje ti je, da pogine eden od tvojih udov, nego da bo vse telo tvoje vrženo v pekel. In če te desna tvoja roka pohujšuje, odsekaj jo in vrzi od sebe. Kaj ti bolje ti je, da pogine eden udov tvojih, nego da bi vse telo tvoje prišlo v pekel. Tukaj ne govori o amputacijah. Bili so že primeri, kjer so se moški sami kastrirali, da ne bi več nadlegovali otrok. In ne govori o tem tukaj. Gre za nekaj drugega. Pravi, naredi to za glavno stvar v tvojem življenju. Temo. Preden karkoli drugega začneš. Preden kjerkoli iščeš uspeh partnerja ali partnerko. Spravi to v red. In naj te to nekaj košta. Prioriteta. In žrtev. Obstaja ta reč, ki je tako pravimo odpustki. Opisujemo to. Greši, prosi za odpuščanje, greši, prosi za odpuščanje in tako naprej. To tukaj ni mišljeno. Ljudje, ki pravijo, da se bojijo s tem. In morda imajo nekateri vedno manj sramu in tudi sami priznajo. In se med sabo pogovarjajo, mladi, imaš problem? Ja, vsi imamo problem s tem. In potem so vsi drug z drugim sočustvujejo. Ne. Priti more do sovraštva do teh stvari. Vse energije življenja more biti mobilizirane. Postati more prioriteta. Brez izgovorov. Ne, da se bojujem s tem, ampak zmagal bom. Bojujem se do zmage. In če me bo stalo vse. Vzamite se dopust za te reči. To ni hobi, neki tako obstranski. To ni nekaj, kar lahko zvečer malce molite v temo. Vzamite se nekaj dni, da se samo ukvarjate s to temo. Morda preberete kakšne knjige. Veliko dobrih knjig je na to temo. Knjig iz tematike, kjer so se ljudje bojevali s temi rečmi, kako so se osvobodili. Z Biblijo, v duhu preroštva. Naj bo to vaša glavna tema preučevanja. Druga reč. Analizo naredite. Morda si zabeležite, kdaj padete. Kaj se zgodi pri meni? Gre za stres? Sem v frustraciji, razočaran, osamljen. Se to takrat zgodi, ko pride preizkušnja? Skušnjava, ko sem utrujen in izčrpan, po dolgem delovnem dnevu? Ali pa, ko se dolgočasim? Tudi mi starši bi morali voditi analizo. Kdaj so naši otroci ogroženi? Smo iskreni? Dokazano je, da otroci, ki so zanemarjani, da so veliko bolj dovzetni do tega, v nevarnosti.
Morda ta manko želijo nekako izravnati s tem, z neko tako rekoč psevdomaterjo, neko vzbudenje iz tega. Iz te izgubljenosti, ko ne znajo priti ven, otroci postanejo odvisni. In starši, ki so preveč zaposleni in nimajo časa za otroke, ker morajo služiti denar, si potem rečejo, ja bom dal otroku telefon, da me bo lahko poklical in da lahko vem, kje je moj otrok. Ampak veste, tisti hudobni moški niso v temnem gozdu, da bi zapeljali rdečo kapico, ampak v pametnem telefonu otroka. Če ni dobro zavarovan telefon in otroci so zelo pametni in znajo preko tega, a res rabijo telefon? A morajo 7-8-letniki že imeti pametni telefon? Dobro je, če imajo na šoli prepoved za te pametne telefone. Kako pa je v cerkvi? Veste kaj si otroci ogledujejo, ko potegnejo ven telefone v cerkvi? Znanost pravi, čim kasneje, tem bolje. Kasneje, kot otroci dobijo take naprave, tem boljše za njih. Ko so že malce bolj zreli, ko so prednji možgani že razviti in so se že naučili, kako se lahko zoperstavijo temu. Iskreno sprejetje desijanskega stanja. Kje sem v bistvu v nevarnosti? Tretja točka. Morda še k temu. Analiza. Doskrat je opisano, da moraš iti v svojo preteklost. Torej, če si bil zanemarjen kot otrok, ker te mama ni imela dovolj rada, to je razlog za to, da si zdaj to gledaš. Tega nikakršen človek ne more vedeti, če je res temu tako. Res so ekstremne travme. Punčke, ki so bile zlorabljene, imajo veliko večjo verjetnost, da bojo postale modeli. Ali pa, da si same to gledajo. In tudi fantje. Ampak kljub temu, to ni dokaz. Obstaja neka nevarnost, da če te stvari gledamo, da vedno bolj pademo v to in vedno več krivcev najdemo. Potem se vedno bolj odvračamo od lastne odgovornosti do tega. Saj ne morem drugače, ker je moja preteklost taka bila. Ellen White pravi v knjigi Vzgoja, da nas evangelij osvobaja vseh prirojenih in privzgojenih nagnjenj k grehu. Tudi od traumatiziranih izkušenj v preteklosti. Zato ne dovolite, da bi analiza šla preveč v to smer. Ampak tam, kjer padam, to je pomembno. Tam, kjer so nevarnosti. Da to poudarim in iščem. Skupaj s temi prioritetami začnem čiščenje. Vržite stran vse, kar te lahko zapelje. Zbrišite vse slike iz telefona in računalnika. Vse knjige. Vse stvari, ki vas usmerijo na to. In iskreni morate biti samo sabo. Za nekatere je morda že katalog z spodnjim perilom. To je lahko že dovolj za to. Stran vržte. To ni smešno, če ste tako občutljivi. Bodite iskreni sami sabo. Naslednja reč. Poskrbite za možgane. Možgani se lahko obnovijo, pozdravijo. Sive celice lahko zrastejo nazaj. Ampak nekaj časa je potrebno. Pravijo, da otroci, ki so to zgodaj doživeli, potrebujejo 18 mesecev abstinence in možgani se pozdravijo. To pomeni, dopamin se začne spet izločati, oksitocin in podobno. Zakon se lahko spet pozdravi. Mladenič se lahko osvobodi. Svoje depresije lahko premaga. Svoj sram, svojo izolacijo, strahove. Mlade ženske lahko spet najdejo zaupanje moškim in lahko gredo v zveze. To se da, to je dejansko tako uprogramirano v možganih. New Start. 8 zdravnikov. Ne želim biti pregloboko, ampak New Start se začne s prehrano. To ni najpomembnejše. Ja, seveda je stimulativna prehrana, ki jo naj ne bi jedli. Čokolada je afrodizijak. To res spodbuja k temu. Dobro je, da se to popolnoma odstrani. Ja? Kava. Vsi ti stimulansi so nevarni. Zato. Glavna tema tukaj pri New Startu pa je R na koncu. Počitek. Pomankanje spanca.
Tudi tukaj je veliko raziskav, ki kaže, da tisti, ki premalo spijo, da se jim možgani zmanjšujejo. Morda bom nekoč imel pridigo o temi pravičnost po spancu. Dostikrat so te preproste reči in ne prepoznamo, da imamo toliko veliko reči, toliko veliko stvari za brati in potem premalo spimo. Če spite samo 6 ur na noč, potem si podvojite verjetnost za raka. To tudi poveča vašo verjetnost, da boste kasneje zboleli z demenco. Spanec si premalkrat vzamemo v obzir v tematiki zdravja. Jaz to pravim številka 1. Dovolj se naspite. 8 ur je super. 7,5 minimalno. Delo. To je tudi aktivnost. Dopamin se izloča tudi, ko delate, ko nekaj počnete. Seveda, če nimaš ženske, moškega, kjer ste lahko skupaj, potem je alternativa delo. Telesno, fizično delo. Ker takrat se tudi izloča dopamin. Ampak to tudi z endorfini. In to je dobra izravnanje. Trening za moč. Pazite, da se ne boste dolgočasili. Naredite nekaj koristnega, nekaj z večjim pomenom. Berite stvari, ki vas dvigujejo. Seveda, Psalm 119 in Sveto pismo. Kako lahko človek živi brez pogreškov in ostane čist, s tem, da bere besedo in si jo vtisne v srce. Ampak tudi reči, ki so morda teže, intelektualne stvari. Da berete knjige, ki so malce bolj zahtevne za možgane. Pazite, če se dolgočasite. Potem odstranite raj to reč. Ponavadi v dolg času surfamo. Te reči vas lahko odpeljajo tudi v druge reči, da druge stvari gledaš. Raj si vzamite knjigo. Knjigo za branje v prostem času. In ne to napravo. Molite, dokler niste čistega srca. Tukaj imamo možgane, zdravje, tukaj pa imamo, se bojujemo v molitvi. Rad bi vam prebral en citat od Ellen White. Tu piše, torej pričevanja 1:163. Ne zapostavljajte tajne molitve, saj ta predstavlja dušo religije. Najiskrenejši molitvi se ponižno zavzemajte za čistost duše. Molite tako goreč in iskreno, kakor da vam gre za življenje in smrt. Ostanite pred Bogom, vse dokler se v vas ne prebudi neizrekljivo hrepenenje po zveličanju duše in dokler ne dosežete sladkega prepričanja, da so vam grehi odpuščeni. Tukaj ne gre za površinsko molitev, odpusti me, ampak gre za bojevanje, dokler ne dobite vtisa, da je moč greha prekinjena. Odpuščanje pomeni, da je moč greha prekinjena. In v grškem to pomeni afieni, kar pomeni odstranitev greha, ne samo krivde. Piše tudi nekje druge, Ellen White. Jezusovo življenje, 466, originalni angleški. Piše, da je odstranitev greha dejanje same duše. Ja, res je, da nimamo moči, da bi sami sebe rešili od moči Satana. Toda, ko se želimo osvoboditi greha in v veliki stiski vpijemo po moči, torej, če kričimo po moči, ki je zunaj nas in nad nami, božanska sila Svetega Duha prepoji naše duševne moči, da izpolnjujemo Božjo voljo kakor svojo. In tako smo poslušni Božji volji. To je energična molitev. Dokler ne pride neka notranja zagotovilo, da nimate več volje do tega. Toliko časa moramo moliti, dokler ne izgubimo volje do tega, dokler nismo osvobojeni od te zle moči. Ne smemo prej končati.
Ne smemo upati, ja, saj sem molil za odpuščanje, zdaj bom spet imel priložnost. Spet boš padel. Toliko časa se moramo bojevati, dokler ta sila ni prekinjena. Da je naša vera tako velika, da lahko naš duh to sprejme. In potem to postane sigurnost. Vemo, lahko vstaneš iz molitve o odpuščanju. Da veš, da ti je ratalo, da ti je uspelo, da si svoboden. In to je notranja sigurnost, ki jo Bog daje. In ima povezavo z vero, s hrepenenjem. Gospod, ne želim več in ne morem več. Na dnu sem. In ne bom te spustil in raje umrem. Ampak toliko časa se bom oklepal tebe, dokler ne bom imel zmage. Eno leto sem nekoč bil v neki biblični šoli na Nizozemskem in mladenka je bila v šoli, ki je bila vedno zelo tiha, mirna. In nekoč je rekla, veste kaj? Jaz sem bila včasih prostitutka in odvisna od heroina. In Jezus me je osvobodil tega. Lahko vam pa povem, če se ne bi vsak dan zakremplala v Jezusa, potem bom padla nazaj v ta horor moje preteklosti. In tudi pri nas bi morala to biti ta zavednost, da se oklenemo našega Gospoda, dokler nismo čisti. Pomembno je, da govorimo o teh rečeh. Oče, govorite s svojimi otroci, svojimi sinovi. In tudi, če so odrasli v adventistični skupnosti, ne imeti za samoumevno, da vsi vejo, kako je to. Ne, ponavadi tega ne vedo. Matere, govorite s svojim hčerami. Ne jih obsojati, ne jih razhrbiti, tudi ne z jezo, ker tudi vi sami lahko padete. Z vsem taktom, z vso toploto, prijaznostjo. Ampak bodite iskreni in pomagajte jim k zmagi. Ne biti zadovoljni z vse že razumel s tem. Ne govorim o ekshibicionizmu. Kot naprimer, da vsi rečemo, ja, vsi imamo problem in vsak to drugmu reče in smo govorili o tem. Tudi ta tendenca obstaja. Samo pomočniške skupine, ker se vsi dobijo, ker so odvisniki in si potem povejo, kaj so vse počeli v odvisnosti. To je velika nevarnost. Tudi, če to delamo tukaj javno. Obstaja neka taka kultura, ki rata iz tega. Ja, ti nimaš kaj veliko zapovedati, ti si adventist, zrastel, ti si priden. Kaj pa, če si bil nekoč lastnik bordela in se osvobodil tega? Ali pa si se drogiral? Potem pa lahko rečeš, da te je Jezus osvobodil. Potem si nekdo v naši skupnosti. Potem vse skupaj postane neke vrste ekshibicionizmus, ki gre ravno v nasprotno smer. Ker ljudje potem dobijo vtis, aha, se to vsi počnejo. Ali pa je to atraktivno. To je to, kar ljudi zanima. Ne. To spada v intimni pogovor. Moški z moškim, ženska z žensko. Morda z dušebrižnikom, ki je lahko tudi tiho. To ne spada na internet stran ali pa, kjer se vsi mladi pogovarjajo, kako so odvisni od tega. Ampak kdo iskreno to misli, ampak želi tudi ohraniti svoj ponos, ne rabi to vsem razlagati. Ampak mora si pa pomoč poiskati. Morda pri dušebrižniku. Največji dušebrižnik pa je Jezus. In to naj bi bil vaš prvi naslov. In on vas lahko in tudi želi vas rešiti. Ne želi, da greste v propad. Za ključek bi rad še eno zelo zanimivo poglavje iz Markota, kar me je zelo navdušilo pred kratkim. Nisem tega nekoč razumel. Mislim pa, da zdaj počasi to razumem. Marko 11. Dramatičen dogodek v zgodovini, v tej zgodbi, oznanjanja evangelija. Jezus je bil ravno na vrhuncu svoje popularnosti in v 12. vrstici piše, se začne v tem, ko je šel proti templju in je videl tisto smokvino drevo, veliko listov. In tam piše, da ni imel sadov ta smokvin drevo,
In aprila še ni čas za fige, ne? In je šel tov in je želel jesti, ker je bil lačen, pa ni najdel fig. In potem je preklel ta drevo. Nikoli več ne boš imel sadov. Potem je šel v tempelj in je tam izgnal vse farizeje in vse tiste, ki so prodajali. In je potem rekel sledeče, 17. vrstica. In uči jih in jim reče, mar ni pisano, dom moj naj se imenuje dom molitve vsem narodom, a vi ste naredili iz njega razbojniško jamo. In potem, ko so šli ven iz templja, se Peter spomni v 21. vrstici in Peter se spomni in mu reče, rabi, glej, smokva, ki si jo preklel, se je posušila. In Jezus mu odgovori, Jezus pa odgovori in jim veli, imejte vero v Boga. Resnično vam pravim, če kdo reče tej gori, vzdigni se in vrzi se v morje in ne dvomi v srcu svojem, temveč veruje, da se zgodi, kar pravi, zgodilo se mu bode. Zato vam pravim, vse, karkoli boste prosili v molitvi, verujte, da ste to prejeli, potem bo to tudi del vas. Ali potrebujete Jezusa zato, da boste premikali gore, da bi dokazali, da verujete? Nikjer v Bibliji ne piše, da bi to nekdo nekje uporabil. Mi nismo tega razumeli. Ne gre za demonstracijo moči. Povezava je v bistvu s tem, z čiščenjem templa. Pravi, vi ste roparji, ki ljudem, ki v upanju prihajajo, z molitvijo želijo dobiti odrešenje in vi jih ukradete. Roparska jama je kraj, kjer ropari čakajo. Tiste, ki pripotujejo, jih privabijo, jih potegnejo noter in jih izropajo. Jezus razodeva tukaj svojo polno moč, da te, ki so med Bogom in ljudmi, stojijo, da bi jih izgnal. In to je to, kar so farizeje je tako prestrašilo. Od kje ima on to oblast, so se spraševali. Ukazal jim je, naj grejo ven in šli so, ker so stali med Bogom in človekom. To so ti, ki preprečujejo osvoboditev od greha. In tukaj je ta smokvino drevo, veliko listja. In s tem kaže, ja, že sedaj imam poln sadežev. In Jezus gre tja in je razočaran. In zato ga je preklel. In učencem je s tem želel to povedati. Zakoni narave pravijo, da ne more biti sadu. Ljudje pa pravijo, tudi ne gre. Farizeji pravijo, da tudi ne gre. Torej učijo človeška dela in človeške zapovedi. In zaradi tega je tempelj roparska hiša. Jaz pa vam pravim, od vas pričakujem sadež tudi tam, kjer naravni zakoni delujejo proti temu. Jaz od vas pričakujem sadež, tudi če ste grešniki. Tudi, če ste izgubljeni. Tudi, če ste ljudje s potrebami, poželeni, zasvojenostjo in imate preteklost, ki je zelo slabo vzgoja in ste bili zanemarjeni. Pričakujem, zato ker sem Bog. Zahtevam, zato ker imam oblast. Ampak tudi preklinjam to. Preklinjam vse človeško, naravno in zakonsko, kar vam je bilo ubito v glavo. Vaše lastne izkušnje z vašim neuspehom. Tukaj je prekletstvo. Ne zanašajte se na ljudi. Ne zanašajte se na modrost ljudi. Ne zanašajte se na to, da vidite, da ljudje ne morejo uspeti. Cerkev ali kdorkoli in potem rečete, a vidite, sej ne gre. To je proti naravnim zakonom. In potem gre naprej Jezus in pravi, vi pa, jaz vam dajem oblast. Vse, karkoli boste v molitvi prosili, vse, kar vas ločuje od Boga, kar je med teboj in Bogom, vse to lahko dvigneš in daš stran. In to je cela gora. Gora greha, gora navad. Jezus je rekel, moli toliko dolgo, dokler gora ne bo šla stran. Obstajajo ljudje, ki si želijo celo življenje biti kristjani, zmagovalci, biti čisti.
pa jim ne rata. Z tega, ker ne verujejo, da imajo oblast. Jezus je rekel, jaz vam dajem polno oblast. Tako kot je pregnal tempeljske služabnike ven, lahko tudi ti premakneš to goro. Ampak ukazati mu moraš. V veri. Ker jaz sem ti dal polno oblast. Dragi brat in sestra, če se boš skliceval na Jezusa in si dobil odpuščanje, potem lahko ukažeš. Gori lahko rečeš, da zgine. Nečistost, odvisnost, depresija, nevera, z enim ukazom, če govoriš z vero. Ellen White piše, da je skrivnost volje. To sedaj nimam klete knjige. Pod Kristusom. Tam piše, da je problem, da gledamo na vse moje prelomljene obljube in da ne poznaš skrivnosti volje. Potem si morda rečete, volja, moji možgani so že šli čisto skupaj, nimam več prednjega reža, nimam več volje. Jezus pa pravi, daj mi to zmanjšano voljo, pa tudi če je čisto malo volje. Tako kot tisti demonjak, ki je pritekel k Jezusu, čisto nor iz tistega pokopališča. Če je samo toliko, da priješ do mene, je to dovolj, pravi Jezus. Daj mi to malo volje. In če še vedno imaš voljo, poželenje in se še vedno tako nagnjen k odvisnosti, bolezni, dovolj je, če prideš in potem ti dam nazaj tvojo voljo. In potem se bojuj, potem okazuj in veruj v oblast, ki jo imaš. Torej, če pride skušnjava, potem moli, da veruješ, da imaš polno oblast in potem okaži tem mislim, tem demonskim predlogom, tem lažem demonom in veruj, da to gre, ker je Jezus to obljubil. To je zmaga, ki ti jo Bog želi dati. Tudi če živimo v temni dolini našega življenja, lahko sonce posije. Potem odstranimo to goro. In za goro je sonce. Veselje v Gospodu je vaša moč. Kristusovo obličje naj sije nad vami. In samo eno, kar je potreben, da se to umakne. V njegovi ljubezni in dobroti in skupnosti z njim. To nas ne motivira. Sonce je na voljo in potreben je samo en ukaz v veri. Za zaključek bi z vami še prebral eno pesmico. Ne, tu se ustavite, vi gnusobni pajdaši. Gor gledam v Jezusa. Nikakršen sovražnik me ne more več mučiti. Kako sijoče je njegovo obličje in kako prijazne njegove oči. Kako blag je njegov glas, ki pravi, imej pogum, imej moč in imej vero. Amen. Gospod, daj, da bi videli luč, čisto malo spoznanja o novi zemlji, o veselju v tem, ko bomo s teboj, ko bodo vsi ljudje odrešeni in rešeni. Ti nam daj sedaj ta čas, da se ne bojujemo sami, ampak s teboj, da se ti tako vedno bolj približamo. Gospod, ne vemo, kakšne potrebe so tukaj v tej cerkvi, tukaj mladi in stari, za vsakega imaš odrešenje, za vsakega imaš zmago in ozdravitev. Hvala, Gospod, ker si ti obljubil, da nam daješ polno oblast. Prosim, daj nam tudi to drznost, da bi si to moč izprosili in ti tako dali vso slavo, da si ti tisti, ki nam daje i voljo in delovanje. Amen.